Živijo, lepo zdrav, hvala, da ste prišli v vremenski ujmi. Tako da smo zelo veseli, da ste prišli v takšnem številu. Namreč okužbe kar naraščajo, spolno prenesene okužbe so v porastu povsod po svetu in v Sloveniji. Tako da smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje začeli kampanjo Kondom je bonton, spoštuj sebe, varuj druge, skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije, saj ciljamo na to najmlajšo populacijo med mladostniki od 14 do 19 let in potem še malo starejše. Slišali pa bomo vse, ki so taki podatki najbolj zaskrbljujoči. Pa si za začetek samo poglejmo en video. Kampanja poteka predvsem v šolah, zdravstvenih domovih in tudi na družbenih omrežjih. Spolno prenesene okužbe so v porastu. Spoštuj sebe, varuj druge. Kondom je bonton. Najprej naj predstavim Evito Leskušek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Potem je z nami Laura Đurđević-Beteto z Dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Z nami je tudi Jerca Ambrožič z Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in Sergej Golubović, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije. Evita Leskušek, povejte, zakaj smo začeli kampanjo, kakšni so podatki? Hvala lepa. Spolno prenesene bolezni tako po svetu, predvsem tudi v Evropi in Sloveniji zaskrbljujoče naraščajo. O tem posebej opozarjajo strokovne inštitucije, tako ECDC, Svetovni in Evropski center, Svetovna zdravstvena organizacija, ki opozarjajo, da te posebej spolno prenesene bolezni predstavljajo vedno večji javnozdravstveni problem. In sicer navajajo, da v evropskem merilu naj bi prišlo kar do približno 300% porasta recimo gonoreje v zadnjih 10 letih, da so se števila prijavljenih primerov sifilisa tudi takimi z že resnimi posledicami kar podvojili in recimo najpogostejša okužba klamidija naj bi narasla za 10%. Tukaj moram poudariti, da imamo mi številke prijavljenih primerov, uradno prijavljenih primerov, tudi v Sloveniji, ko je uradno statistika beleži v letu 2024 približno 1500 tovrstnih bolezni. Seveda v statistiki niso zavzete bolezni HIV, okužba s HIV-om, hepatitis B in C. Ampak vsi trendi kažejo na to in tudi kolegi govorijo, da dobivajo vse več primerov teh okužb in tudi že obolenj. In po statistiki Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v letu 2024 kar recimo za 1/3, 32% več primerov prijavljenih genitalnih bradavic, tudi približno 3-krat več primerov gonoreje, tudi napredovane in kot rečeno približno 10% klamidijskih okužb. Vse te statistike oziroma števila so objavljene v poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje in so dosegljive na spletni strani. Jaz bi tukaj poudarila, da smo v Sloveniji leta nazaj, ko je bil še čas pandemije HIV-AIDS-a, ko smo sistematično razvijali komunikacijske strategije promocije kondoma in preventive, v bistvu imeli zelo visok, tudi v evropskem merilu, zelo visok delež mladih, ki tudi pri prvem spolnem odnosu uporabljajo kondom. Približno 3/4 mladih se je zaščitilo s kondomom in tudi uporaba kondoma je morda zaradi tega, ker mlade ljudi ni več strah pred HIV-om, morda tudi zaradi tega, ker se ne govori več o tem v medijih in tudi med njimi samimi, ker nimamo programa
spolne vzgoje na sistematični način, je uporaba kondoma padla. Tako da mi želimo za to kampanjo in vas prosimo medije seveda za sodelovanje, ponovno to temo izpostaviti v javnosti, še zlasti sedaj v na pragu poletnih počitnic, dopustov, ker želimo s tem, da se osveščenost poveča in zaščita oziroma v nadaljevanju bojo kolegice tudi bolj natančno povedale vsebinsko glede te bolezni. Ja, pozdravljeni še z moje strani, torej, tako kot ste povedali, venerologi se ne ukvarjamo samo z dermatologijo, ampak tudi z venerologijo. Venerologija je veda o spolno prenosljivih okužbah in ne tako kot moji pacienti včasih rečejo o venah, ampak torej o spolno prenosljivih okužbah. In na naši kliniki imamo tudi ambulanto, venerološko ambulanto oziroma ambulanto za spolno prenosljive okužbe, ki dela vsak dan in je, bom kar rekla, druga ali tretja najbolj frekventna ambulanta na celi naši kliniki, torej za urgentno ambulanto, otroško ambulanto, potem smo takoj mi. To pomeni, da je pred našimi vrati stalno vrsta, kar pomeni, da teh bolezni tudi mi vidimo ogromno, tudi v bistvu dnevno se srečujemo z gonorejo, sifilisom, to so stvari, ki so tukaj, so realne, niso stvar preteklosti, kar je tudi mogoče za nekatere ljudi presenetljivo je, da za temi boleznimi lahko zboli kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven. Ne samo MSM populacija, to so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, pri katerih so sicer še vedno najbolj tvegana populacija, ampak tudi heteroseksualci, mladi, stari, ženske, moški, tujci, Slovenci, torej kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven in ne uporablja zaščite. Torej, populacija v naši ambulanti je zelo različna. Kar je zaskrbljujoče je, da, kot je rekla že dr. Leskovšek, da opažamo, da zlasti porast teh okužb posledica opuščanja zaščite s kondomom, ker nekako tudi jaz mislim, da je zelo pomembna ta izguba strahu pred HIV-om, ker po letu 2000 so res vsi striktno uporabljali kondom. To se je zdaj opustilo, zlasti med mladimi, torej med to generacijo, ki ni poznala tega strahu pred AIDS-om. Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij, recimo Tinder, Grindr, in tam se ljudje srečujejo izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev in pa morda, če še uporabljajo kondom pri vaginalnih, analnih odnosih, pa je problem, da ga skoraj nikoli ne uporabijo pri oralnih odnosih. To ljudje se tega ne zavedajo. Ko jih vprašaš v ambulanti ali zaščitene odnose, oni rečejo ja, potem pa vprašaš, kaj pa oralne, pa rečejo ne, to pa ne, se tega pa ne rabim. Zakaj? Tudi na ta način se lahko prenese večina spolno prenosljivih okužb in še kar je dodaten problem, da te, ki so v oralnem področju, potekajo ponavadi skoraj vedno asimptomatsko, torej brez simptomov, torej ljudje ne uporabljajo zaščite, nimajo nobenih težav, ne vejo, da imajo okužbo in jo na ta način potem širijo naprej. In to je tudi en glavnih problemov, zakaj se še dodatno tako širijo te spolno prenosljive okužbe, ker so večinoma asimptomatske. Torej, ljudje nimajo nobenih težav, se ne počutijo ogrožene in to se veselo širi naprej. Tudi problem je ta, vse to se, še vedno je tudi neka to prepričanje, vse to se pa meni ne more zgoditi. Jaz zaupam tej osebi, ali pa ona ni imela, nisem videl, da ima neke težave. To je napačno, zlasti ženske z nekimi klamidijskimi okužbami, HPV, genitalne mikoplazme, tudi gonoreja, klamidija pri ženskah v 90% je asimptomatska. Potem pa, moramo seveda pa omeniti tudi glavne simptome teh najpogostejših okužb, kot so izcedek iz sečnice, rane na spolovilu, izpuščaji na spolovilu, bolečine v spodnjem delu trebuha, v modih, pekoče uriniranje in pa recimo pri ženskah tudi pomembno ponavljajoči se vaginalni infekti, ponavljajoči se uroinfekti. Take osebe pa je nujno, da čim prej obiščejo zdravnika in potem se tudi testirajo za spolno prenosljive okužbe. In pa seveda spodbujamo preventivo,
torej stalna zveza z enim partnerjem, s katerim imaš potem lahko nezaščitene odnose, ali pa seveda, če imajo ljudje več partnerjev, novega spolnega partnerja, takrat pa striktna uporaba kondoma od začetka do konca vsakega odnosa in pri vsaki vrsti spolnega odnosa. In pa če imajo kakršnekoli simptome ali pa so prestrašeni, jih skrbi, da imajo spolno prenosljivo okužbo, potem pa naj se čim prej testirajo. Testiranje je možno torej na napotnico pri dermatovenerologih, infektologih v javni zdravstveni mreži ali pa tudi brez napotnice. Ta seznam je sedaj objavljen tudi na spletni strani NIJZ in si ga lahko vsak pogleda. In to testiranje je dostopno in ni izgovorov, da se ljudje ne bi testirali. Hvala. Ja, tako je, tudi infektologi zdravimo spolno prenosljive okužbe. Mogoče kolegica se je osredotočila predvsem na simptome gonoreje in klamidije, pa bi se jaz bolj na sifilis. To je ena taka zelo zanimiva bolezen, rečemo je tudi veliki imitator oziroma bolezen mnogih obrazov. Ampak vseeno ponavadi se najprej pokaže z razjedo, ne nujno na spolovilu, ampak velikokrat jo vidimo tudi v ustih, ker je, tako kot je omenila že kolegica, velikokrat tisti, predvsem oralni spolni odnos, tisti, ki je nezaščiten. Potem se pa ta razjeda po določenem času zaceli in ljudje zmotno mislijo, da je takrat zgodba končana, da je težav konec. Čez nekaj časa pa se pojavi izpuščaj, vročina, povečane bezgavke. In tudi to mine, potem pa lahko sifilis poteka tiho, rečemo kot latentni sifilis. Najhujša oblika je takrat, ko sifilis prizadene osrednje živčevje, temu rečemo neurosifilis in se kaže lahko z izgubo sluha, izgubo vida, glavoboli in drugimi nevrološkimi simptomi. Kar nas mogoče še posebej skrbi, je porast kongenitalnega sifilisa. To je sifilis, ki se prenese z nosečnice na otroka. V Sloveniji imamo sicer odličen program presejanja nosečnic in dolga desetletja v bistvu teh primerov nismo imeli. Smo pa žal pred kratkim potrdili en primer in je bil kar tak boleč opomin, da to ni bolezen iz starih učbenikov, ampak še kako prisotna. Mogoče omenim še genitalne bradavice, to je bolezen, ki jo povzroča humani papilomavirus. Je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, ki lahko poveča tveganje za več vrst raka. Dobra novica pa je, da se lahko zaščitimo s cepljenjem. Mogoče na naši kliniki zdravimo predvsem hujše poteke teh bolezni, ki zahtevajo tudi intravensko zdravljenje z antibiotiki ali kakšne dodatne posege. Veliko spolno prenosljivih okužb pa odkrijemo tudi v ambulanti za spolno prenosljive bolezni, predvsem pa v naši PrEP ambulanti. Tam vodimo osebe, ki prejemajo predekspozicijsko profilakso za HIV in jih tudi redno testiramo. To je en tak zelo dober primer preventive, namreč preprečimo okužbo s HIV, redno testiramo, okužbe odkrivamo zgodaj, jih tudi zgodaj zdravimo in preprečimo širjenje. Mogoče, če zaključim, moje sporočilo na tem mestu ne bi bilo ne imejte spolnih odnosov, ampak ravno nasprotno. Samo pri tem pomislite tudi na varnost sebe, svojih partnerjev, ker prihajajo te poletni meseci, ko bomo vsi bolj sproščeni, časi festivalov in to so vedno časi, ko je spolno prenosljivih okužb še nekoliko več. Preventiva ostaja kraljica medicine, tako da najbolj učinkovita preventiva je kondom, kot je že omenila kolegica. Imamo pa tukaj še možnost PrEP, se pravi predekspozicijske profilakse za HIV.
Potem, če se tvegan odnos zgodi, možnost postekspozicijske profilakse, se pravi, da se dobi zaščito pred okužbo s HIV po tveganem spolnem odnosu in pa seveda testiranje. Tako da možnosti za zaščito je veliko, izgovorov pa vedno manj. Na Dijaški organizaciji Slovenije predstavlja 80,000 dijakov in pogosto se postavi vprašanje, ali se mladi sploh zavedajo v bistvu težav z spolno prenesenimi boleznimi. Razumljivo je, da z upadanjem strahu pred temi boleznimi se povečuje tudi neodgovorno ravnanje in zato jih tudi ne moremo kriviti. V zadnjih časih, oziroma že nekaj časa, je spolnost tabu tema. O tem se ne govori doma, ne govori se v šolah. Zato ne moremo mlade kriviti, da ne vejo dovolj o zaščiti med spolnimi odnosi. To je tudi razvidno iz naših raziskav. Raziskave kažejo, da samo okoli 50% uporablja kondom. In to ne, da bi se zaščitilo pred spolno prenesenimi boleznimi, ampak da bi se zaščitilo pred nosečnostjo. Mladi v bistvu se ne zavedajo dovolj, kako v bistvu velik problem so spolno prenesene bolezni. Težava je seveda to, da ni vključeno v šolski sistem. Mladi se izobražujejo na šolski ravni o vsem, razen o svojem zdravju. To predstavlja velik faktor tveganja. In menim, da je tudi ta kampanja Kondom je bonton, na kateri sodelujemo z Dijaško organizacijo Slovenije, lep korak proti smeri ozaveščanja mladih, da morajo odgovorno ravnati pri spolnih odnosih. Smo v takih letih, dijaki so v takih letih, da se zabavajo in pogosto tudi neodgovorno ravnajo, ampak ni vse na njih. Mladi ne morejo sami se izobraziti o vsem. Ta odgovornost je na starših in na izobraževalnem sistemu, ni vse na mladih. Tej kampanji pa smo se pridružili zato, ker je NIJZ res pristaš temu, da se mlade izobrazi. In Dijaška organizacija Slovenije je vedno pri projektih, ki v bistvu delajo za dobro mladih in so mladi v prvem interesu. Hvala. Jaz bi za zaključek še morda enkrat ponovila zaskrbljujoče naraščanje spolno prenesenih okužb, zmanjšanje uporabe kondoma in spolno te klasične spolno prenesene bolezni sicer v večini obvladljive. Bi pa rada poudarila, da pa seveda puščajo lahko tudi zelo resne posledice. Poleg vseh teh neprijetnih znakov, ki so bile že omenjene, srbečice, vnetja, izcedke in tako naprej, povzročajo lahko en vedno večji javnozdravstveni problem, to je neplodnost pri ženskah, lahko povzročijo več vrst raka, zlasti HPV, ki ga povezujemo z 6 vrsti raka, ali pa recimo hepatitisi z raki na jetrih. Izpostavila bi tudi pomen vpliva na duševno zdravje in zaključila v bistvu z 2 stavkoma, in sicer apel in ponovno vabilo k zaščiti in morda zamislijo, da je osrečujoča, varna spolnost zelo pomemben del zdravega, osrečujočega življenja in zlasti seveda poletja, ki nas čaka. Super, najlepša hvala. Je kakšno vprašanje? Če lahko jaz razumem, jaz bi prosil vse, potem beremo izjave še posebej za razlike boče, bi pa vprašal tole, da mi govorimo, veliko stvari je in pomembno se je tudi izobraževanje na. Se zdi, da je ta problem šolske sistema zdaj splošen, da ne gre samo za spolno prenosne bolezni, ampak za celo vrsto premalo izobraževanja o zdravju mladih. Tako tega kot dobre prehrane, kot recimo za duševno zdravje, da ravno zaradi tega, ker se zdaj v vladi postavlja neka nova skrbnica za delovanje organa šole, je morda priložnost, da več priložnosti dala tudi tem torej zdravju, ne samo spolno, ampak tudi spolno prenosnih bolezni. Absolutno, jaz mislim, da je čisto vsaka priložnost, ki se pokaže vredna truda. Jaz mislim, da je bilo leta 1985 zdravstvena vzgoja ukinjena iz šolskega sistema. Intrakurikularna skupina je takrat bila mnenja, da ni potreben predmet, ampak da naj bi te vsebine o zdravju potekale intrakurikularno. Torej,
bi govorili o zdravi prehrani, pri biologiji, pri angleščini bi imeli lekcijo Safer Sex, pri matematiki seštevali jabolke in kondome in tako naprej. Mi na NIJZ smo naredili kar nekaj in fokusnih skupin in raziskav, kako to v resnici poteka. In smo ugotovili, da so sicer primeri dobre prakse, ampak da tudi veliko mladih zapušča šolski sistem brez kakršnih koli korektnih strokovnih informacij. Se je pa 15 let nazaj pojavil nek sistematični pristop, ko recimo medicinske sestre prihajajo v šolo lahko in imajo predavanje na to temo ali pa recimo pri sistematičnih pregledih v šolski medicini, vendar spet ugotavljamo, da ni to idealna situacija in da ni to sistematično urejeno, če recimo se šola ne odloči, da odpre vrata za tovrstne vsebine. Spolno prenesene okužbe so v porastu. Spoštuj sebe, varuj druge, kondom je bonton.